Če bi bila v telovadnici in bi nekdo nosil nož, ki bi izgledal kot meč, in bi to opazila ter se pritožila zaradi tega, misliš, da bi morala zaradi tega izgubiti službo? Zanimivo vprašanje, kaj ne? Mislila bi, da to sploh ni vprašanje, ampak izkaže se, da se je prav to dejansko zgodilo. Poslušaj to zgodbo. Zaposlena v telovadnici je izgubila službo, potem ko ni dovolila vstopa sikskemu vplivnežu Gurpatapu z rezilom in je kasneje prejela pritožbe. Incident se je zgodil v telovadnici Good Life Fitness v Windsorju v Ontariju. Gurpatap je kupil dnevno karto in mu je bil dovoljen vstop, medtem ko je na vidnem mestu nosil kirpan, verski predmet, ki ga nosijo nekateri sikhi. Med njegovim treningom je drug član opazil rezilom in se pritožil osebju. Zaposlena je nato prosila Gurpatapa naj zapusti prostor, saj je dejala, da je kirpan še vedno rezilo in da se drugi člani počutijo ogrožene. Gurpatap je trdil, da je kirpan zaščiten verski simbol in da ga ima po zakonu pravico nositi. Obtožil je fitness verske in rasne diskriminacije ter posnel svoj pogovor z zaposleno. Zaposlena je dejala, da je fitness zasebna lastnina in da ima dolžnost zaščititi svoje člane. Zagrozila je, da bo poklicala policijo, vendar je Gurpatap na koncu odšel, preden so policisti prispeli. Ko se je posnetek razširil po spletu, so podporniki vložili pritožbe pri Good Life in objavili negativne ocene. Kasneje so se na spletu pojavile trditve, da je bila zaposlena odpuščena, čeprav natančen odziv podjetja ostaja nejasen. Nekateri menijo, da je bila zaposlena kaznovana, ker je upoštevala varnostna pravila. Drugi menijo, da bi morala telovadnica razumeti sihovske verske prakse in ponuditi razumno rešitev namesto odstranitve Gurpatapa. Kaj mislite vi? Mislim, to je vprašanje, ne? Glejte, jaz ne mislim, da bi ljudem smeli dovoliti, da hodijo naokoli z rezili. V redu, preprosto. In razumem, zakaj bi se nekdo počutil nelagodno v telovadnici z nekom, ki nosi rezilo. Ampak kaj se zgodi, ko je to verski obred nekoga, kar pomeni, da mu vera nalaga, da to mora početi? Tukaj pa se vprašanja začnejo nekoliko zapletati. In ne vem, če obstajajo kakšni jasni odgovori na to. In mislim, da je prav zaradi tega to postalo tako neverjetno viralno. Mislim, poglejte ta posnetek. In seveda on to naredi kot celotno rasistično stvar. Tukaj imam dejansko težavo s tem. Ne moreš iti v telovadnico z mečem zaradi svoje vere. Ne, da bi ga skril, kaj ne? Ne, da ga samo odložiš na stran, da ga ljudje ne vidijo in potem trdiš, da si žrtev rasnega profiliranja. Povsem legitimno je, da ima nekdo pomisleke, če vidi osebo z mečem. Imejte v mislih, da so sihi zelo, zelo miroljubni ljudje. To ni isto kot islamisti. Ni isto. Poznam jih kar nekaj. Preprosto ni isto. In s tem sem v redu in mi je to všeč. A hkrati tega ne predstavljajte kot rasno profiliranje in ne poskrbite, da bo tista ženska dobila odpoved. To je narobe in veste, da je narobe. Ni nesramna do vas. Poskušaj narediti to, kar meni, da je prav. In sicer reči, mislim, da nekdo z mečem ne bi smel nositi svojega meča na vadbo. Torej me zdaj mečete ven iz telovadnice. Počakajte, mečete me ven iz telovadnice, ker vas je strah, da bom vzel svoj verski simbol? Torej vas je strah, da bom vzel ta verski simbol in nekoga ubil. Kar želim povedati je... Imate orožje pri sebi, član mi je to povedal. In zaradi varnosti mene in vseh ostalih v telovadnici vas prosim, da odidete. Ampak mislim... Lahko samo rečem, da se ne moti. Mislim, ne vem, če bi ga jaz prosila, naj odide. Recimo, ali lahko kaj naredite? Bi ga lahko dali v svojo torbo ali kaj podobnega? To ni v redu. Čudno je in neprijetno je telovaditi z nekom, ki nosi meč. Mislim, oprosti. Res mi je všeč sihovska vera in popolnoma razumem, zakaj nosijo te meče. Pravzaprav jih nosijo za obrambo pred islamisti, kar je samo po sebi zanimivo dejstvo. Ampak fantje, ona ne bi smela biti odpuščena. Vem, ne razumem. Smo zasebna telovadnica. Dovoljeno nam je zavrniti dostop in vi nimate dovoljenja. Da ste, ampak dovolili ste mi, da ste mi dovolili v telovadnico z mečem. Niste videli tega. Torej niste videli tega. Torej kaj ste potem počeli? Torej kaj počnete? Zakaj vas plačujejo? Nisem odgovoren. Vas ne plačujejo. Vas ne plačujejo, da gledate naokoli. Vas ne plačujejo, da ste pozorni. Ne plačujejo je, da preverja, ali ljudje nosijo meče. Oprostite. Potem krivite na ključnega človeka v telovadnici? Niste videli, da sem hodil s tem. Trenutno me nadlegujete. Ne nadlegujem vas. Stojim tukaj. Ne nadlegujem nikogar. Kje je policist? To je noro. Res ni tako, oprostite, res ni tako noro. Preprosto ni tako noro. Vržete iz telovadice, ker te tipi očitno pravijo, da je kirpan tega dekleta nevaren. Lepo življenje v Windsoru. Lepo življenje v Windsoru. To je noro. Tukaj je ta moški. On je tisti, ki pravi, da ima nož in da je to verski nož z verskim simbolom na njem. Poglejmo, kaj imajo komentarji o tem zapovedati. Nož je nevaren, to je verski simbol, ljudje. Tako naj bi ta nož verjetno izgledal. Nekaj takega. Poglejmo tukaj. To ni rasistično. Gre za to, da ga odstranijo zaradi varnosti drugih, kar je popolnoma res. Sem na njeni strani. Prijatelj, to je nož. Samo upoštevaj pravila, brez orožja. Imaš nož pri sebi. Gre za zaščito strank.
Ne glede na to, ali je versko ali ne, je to nož. Bravo za osebje. Torej se vsi strinjajo, da ljudje ne bi smeli nositi nožev na mestih, kot so telovadnice, samo zato, ker je to del njihove vere. Kaj ne? Mislim, to je pač ena tistih stvari, ki imajo smisel. Spet, to nima popolnoma nič opraviti s tem, da bi imela težave s sihovsko vero. Gre samo za to, da ljudje nočejo telovaditi z nekom, ki nosi nož. Oprostite. Tukaj je nekaj primerov, kako lahko ta nož tudi izgleda. Lahko je precej velik. Tukaj ga nekdo nosi. Poglejmo, če jih lahko dobimo še več. Ja, tam je spet. Videti je kot verski bodalo. Takih stvari v javni telovadnici zagotovo ne bi smeli dovoliti. Prav. Spet, to nima nobene zveze z njihovo vero. Dobesedno nič. Razumem, da je to verska obveznost, ampak naj jo dajo na stran, v torbo. Veš, ali se tuširaš s tem? Verjetno ne. Če si v telovadnici in se ljudje počutijo nelagodno, me res razjezi, da je bila ta ženska odpuščena. Ne bom lagala. Imela si celo bodalo privezan čez telo. Medtem so bili ljudje v Good Life Fitnessu razumljivo nelagodni zaradi te ideje. Zaposleni jo je prosil, naj zapusti prostor. On je to označil za rasizem, ker je bil rasno izpostavljen. Vrzi me ven iz telovadnice takoj. Kar je zame spet res problematično pri tem. Lahko bi imela povsem normalen pogovor, recimo, ali lahko to odložim, res želim telovaditi. Ampak ne, vzameš telefon in začneš snemati te rečeš, da te izpostavljajo zaradi tvoje vere. Ne, to je zato, ker nosiš meč. Ljudem meči niso všeč. Mislim, da so ljudje samo zmedeni. Zakaj moraš to nositi v javnosti? Kaj šele med vadbo v telovadnici? Zdaj drug video ga prikazuje, kako naredi gesto, ko da prireže vrat, medtem ko se imenuje mečevalec sormaz, kar v pandžabščini pomeni bojevnik. To ni dobro, to ne daje dobrega vtisa. Pseudomonas nasal. Mislim, lej, to je precej očitno neka PR poteza, ne? Niti treba nositi meča, ko telovadiš. Lahko ga odložiš na stran. To je jasno, to je preprosto. On to naredi, snema se. In potem, ko imajo s tem težavo, začne govoriti, da je to rasna zadeva. In imaš takšno osebino od njega, Čisti miti o mečih. Moč. Fantje, ne gre za duševno stanje, gre za moč. Moč, ki je veliko ljudi nikoli ne bo imelo v življenju. Ampak to je problem, ta fitness se tako boji, da bi jih označili za rasiste ali da bi zveneli, kot da so proti verskim svoboščinam, da morajo odpustiti tisto dekle, ki ravna popolnoma pravilno. To je problematično. Mislim, kar pravi oseba, ki je to napisala, to je moški, ki je šel v Good Life in so ga prosili, naj odide zaradi velikega kirpana, ki ga je nosil. Če bi se med vadbo obnašal tako kot tukaj, sem prepričana, da bi bil vsak živčen. Še posebej, če ima na hrbtu pripet ogromno rezilo. Kakšna vadba je sploh to? Veš, del tega, da lahko nosiš meč v javnosti, ne da bi jaz to vedela, je, da moraš imeti res družbeno sprejemljivo vedenje, če boš to počel. Če si v fitnessu in to počneš, pa imaš zraven še meč, bi bila popolnoma panična, da imaš živčni zlom in da je nekaj narobe s tabo. To nima nobene zveze s tem, da si sih. In tukaj je seveda se oglasi z izjavo, ker je to PR poteza. Pištola ne more biti verski simbol. Tako preprosto je. Ko so bile vse te religije ustvarjene v preteklosti, takrat še ni bilo pištol. Orožje je bilo narejeno in zasnovano za namen, za katerega je bilo ustvarjeno. Ne moreš razorožiti celotnega naroda. Torej je to nemogoče, ni realno. Ampak po drugi strani je lahko orožje karkoli. Orožje so lahko te pesti in kako agresiven sem s temi pestmi. Torej spet, vsa ta stvar s pištolo nima nobenega smisla, fantje. To je vse, kar imam zapovedati. Daj no, fantje, človek, ne morem. Mislim, ne vem. Mislim, Ne vem. ampak to zdaj ustvarja javno razpravo o tem, kaj ne? Ne vem, kako je pri tebi, ampak če nečija verska svoboda res posega v tvojo sposobnost, da se počutiš varno, kaj ne? Ne mislim čustvene varnosti, ampak to, da nekdo nosi meč. Mislim, danes ne nosimo mečev, to je mimo. In seveda vas bom spomnila na Henryja Novaka, ki ga je ubil Sikh, ki je nosil takšen nož. Ker je bila ta zgodba na spletu in so jo vsi videli, ni nič lažje, kaj ne? Dejstvo, da je bila ta ženska odpuščena z dela, je ogabno. Tako jasno je, da je ta tip samo poskušal narediti enega izmed teh potez za publiciteto, da bi lahko vse skupaj označil za rasizem, medtem ko je sam počel nekaj, kar je bilo družbeno nesprejemljivo. In res si želim, da bi fitnessi imeli dovolj poguma, da bi rekli, nismo rasisti. Nismo rasisti. Lahko razumemo, da bi zaposleni, ki vidi nekoga z mečem, lahko kaj rekel, ne da bi razumel verske občutljivosti. Ne mislimo, da bi jo morali odpustiti. Ona je dobra delavka, saj je dejansko poskušala zaščititi druge ljudi, vendar bomo poskrbeli, da bodo vsi prejeli izobraževanje, da bodo razumeli občutljivosti Sihov.
in bo, ne vem, jim dal omarico, kamor lahko spravijo stvari. Ni pomembno. Lahko pripravite izjavo, ni pa treba, da jo odpustite, ker je to bistvo. Podlegli so rasističnemu pritisku javnosti in to me res, res moti. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.